Punci, najprej eno zelo klasično novinarsko vprašanje. Kakšni so vaši občutki? Ja, super, smo odpeljali to tekmo. Ko smo videli štartno listo, smo rekli, spet imamo najtežjo, ampak pol se je tako kot ponavadi izkazalo, da to ni bil tak problem. Zjutraj so se počutile boljše. Zdaj, ko sem jaz videla od spredaj, da pač ne rabiva finiširati, ne rabiva se nekaj dodatno mučiti, sem hotela malo umiriti, ampak Anja očitno to ni zaznala, tako da sva se malo bolj zmatrali, kot bi se lahko, ampak sva zadovoljna. Anja? Ja, tako kot je povedala Špela, zjutraj smo se res na zelo preprost način odpeljali in zmagali tisto kvalifikacijsko skupino, tako res prav presenečeni smo bili, ker se res nismo mučili. Čovek je lepo tekel, zdaj enako kot smo pač videli tisto štartno listo, je bilo mogoče res malo straha, ko vidiš, koga imaš zraven in da le 3 mesta vodijo v finale, ampak že od prvega zaveslja je bil štart za manj, se čovek je tekel, kljub temu, da mogoče se nismo 100% ujemali, je čoven letel in tako smo brez kakšnega prevelikega napora, smo se zmučili, ampak smo zmagali, ni bilo vprašanja, da se ne bi vrstili v finale. Finale bo vsekakor bolj napolnil pri vseh tekmovalkah, pa vendarle ste morda malo dobili občutek za primerjavo z ostalimi. Ja, nekako skozi celo tekmo nekako vidiš, kje si, kje so punce levo, desno. Tako da jaz sem se včasih čakala tam na koncu, kdaj bojo finiširale, kdaj bojo še naprej, ampak enostavno niso. Mi smo s temi zavesljaji nekako res lepo vodili naš čoven in je lepo tekel. Tako da mislim, če bomo jutri, če bom jaz malo bolj z glavo vozila na začetku, da bomo zelo dobro odpeljali. Kaj to pomeni bolj z glavo? Ja, do zdaj smo se veliko o tem pogovarjali, da lahko prvi del grem zelo bolj preprosto in bo čoven tudi lepo tekel in bom veliko več moči ohranila tako za na konec. Finale, pa potem tudi že kmalu naslednja vožnja na 200. Ja, 500 metrov tista glavna disciplina, 200 metrov en dodatek, glede na to, da ne veslava enojcev, nismo hoteli odveslati samo eno tekmo. Ta 200-metrska tekma nam je tako kot pač nek trening za vajo te naše usklajenosti, ker tam ni časa za napake, tam moraš iti od začetka do konca na vso moč. Ampak kot sva že danes videli, mislim, da so naredili en velik napredek glede na ostale in tudi ta štart, ki nam je predelal problem, ne ostaneva več toliko od zadaj in potem je bilo to nekako čudno, kdaj bo kdo prišel, ampak mi dve sva bile. Francozinje so tam na 200 metrov sta si dali štart, da boste štartale, ampak sta ostale na istem mestu in potem, ko sem to videla, pa sem si mislila, da lahko umirjeno do konca, ampak pač mašina od zadaj je delala naprej. Zelo sta veseli, nasmejani, vama je odleglo, kajti 21 mesecev je minilo od zadnje tekme, ves čas negotavost, pričakovanje vsega tega. Ja, sigurno, pač nekako smo se pogovarjali, da koliko bi lahko v bistvu ostale tekmovalke napredovali, enostavno ne veš, ampak potem, ko smo odveslali, to smo videli, mogoče smo pa mi tiste, ki smo toliko napredovali. Ampak že leta 2019 smo imeli enako težko skupino in smo bili res, lahko rečem, kar v strahu, da bova prišli v finale in smo že takrat zmagali in danes smo to ponovili, tako da smo videli, da je ta strah pred težko skupino odveč in mi odveslamo svojo tekmo in gremo hitro in to je to. Zelo ste veseli, razposojeni, lepo vaje tako videti. Ja, po dobri tekmi si zmeraj vesel, ko ti ne gre malo manj, ampak na srečo teh malo manj jih ni bilo dosti. In optimistično gremo jutri na finale 500 in potem še kvalifikacije 200. Upam, da samo to in da v nedeljo samo še eno finale na 200. Vso srečo. Hvala. Hvala.